Škodo je prijavilo 25 podjetij, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo in so imela velik izpad dohodka zaradi zaprtih mejnih prehodov v obdobju največjega begunskega vala. S težavo je seznanjen minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se je na povabilo lokalnega odbora SMC z njimi novembra sestal v Dobovi. Minister je nekako resno vzel, ta cel proces ocenjevanja škode. Ali je zdaj ta ocena realna? Jaz osebno bi o tem lahko tudi malo podvomil, ampak ni moje, da sodim. Jaz sem prepričan, da bo ministrstvo skupaj z vsemi temi, ki so škodo utrpeli, našlo način, da se škoda res realno oceni, da se potem razpravlja o tem, kaj se sploh da nadomestiti. Občina Brežice ne more za svojih sredstev pokrivati te izgube. To je reklo, da bo ministrstvo se temu zavezalo. Mi od njih pričakujemo, seveda mi kot občina pa tako in tako poskušamo za svojim spodbudam pomagati svojim gospodarstvom. Zaradi bodeče žice na meji bodo poslovno škodo gotovo utrpeli tudi v drugih občinah, predvsem tistih, ki se ukvarjajo s turizmom. V krajevni skupnosti Kapele pa zaenkrat ljudje ne izražajo jeze. Ni bilo problema že ob sami postavitvi, kakor tudi sedaj, ko dejansko ta žica obstoji. Torej tudi nekih informacij nimam, da bi se lovska družina na našem območju kaj pritoževala zaradi ulovljene, zabodene divjadi. Čeprav prispejo v Dobovo dnevno najmanj 3 vlaki s po 1000 migranti, prebežniške krize zaradi drugačne organiziranosti občani več ne zaznavajo.